Nemško gospodarstvo, od katerega je Slovenija močno odvisna, je trenutno v slabem stanju. Nemčija je v tehnični recesiji, povečujejo se odpovedi gradbenih projektov, kronično jim primanjkuje delovne sile, inflacija in obrestne mere so visoke. To bo torej zagotovo vplivalo tudi na razmere v Sloveniji. Nekatera podjetja posledice občutijo že sedaj. Kakšno pa je vzdušje v nemški politiki, kaj pravijo tamkajšnji ekonomisti in kako ob visokih dvigih življenjskih stroškov živijo ljudje, sta v najdražjem nemškem mestu, bavarski prestolnici, za 24 ur Fokus preverjala Teja Šentjurc in Aljaž Anžič. Prestolnica Bavarske in najdražje mesto v Nemčiji, hkrati pa tudi mesto z najnižjo brezposelnostjo in z najvišjo kupno močjo v državi. Kilogram paradižnika recimo 10 evrov, espresso 3,5 evra. Kljub temu pa imajo tudi tukaj ljudje, industrija in gospodarstvo nasploh vse večje težave. In the last quarter, Germany was one of the countries with the lowest growth rate. Right now, Germany's mood is we're looking for someone to blame. Draga energija, inflacija, staranje prebivalstva in pomanjkanje delovne sile. To je Nemčija danes. Cenovno je bilo drugače, kot se zdaj dogaja. Težko je Gremo na obisk gospe Anici Varga, ki v Münchenu živi že od leta 1973. Pozdravljeni, jaz sem Teja. Izvolite. Gospa Anica Varga pripoveduje, da je bilo včasih popolnoma drugače, kot je sedaj. Lažje si dobil službo, bolj si bil cenjen kot delavec. Plače so bile seveda drugačne kot danes. Nemčija je bila takrat obljubljena dežela, zato sta se z možem tudi odločila za selitev. Nameravala sta ostati 3 leta, zdaj pa tam živita že 50 let. Takrat sta lahko tudi kaj privarčevala in v Sloveniji zgradila hišo. Zdaj to ni več mogoče. Če človek hoče živeti tukaj vsaj nekje normalno življenje, pa imeti stanovanje, pa tako si privoščiti nekaj, pa doma zidati, momentalno ni mogoče. Tudi v zadnjih 2-3 letih, sploh pa letos, se je vsakodnevno življenje močno podražilo. Nekatere stvari so celo že enkrat dražje kot lani, pravi. Kaj se tiče zelenjave, grejo cene zelo, sadje. Cene na tržnici v središču mesta so izjemno visoke, snemalcem pa sva preverila tudi, kakšne so v eni od trgovinskih verig. Pač stvari za osebno nego skoraj 50% ceneje kot pri nas, ostale stvari so približno tam. Resno sadje, zelenjava, sveče so pa precej dražje. Za nemško gospodarstvo se v zadnjem času po več kot 2 desetletjih znova uporablja izraz evropski bolnik. Vendar tukajšnji ekonomisti pravijo, da morda to ni najboljši izraz. Tokrat naj bi kriza namreč trajala bistveno krajši čas. Po ocenah Svetovnega denarnega sklada bo prav nemško edino večje razvito gospodarstvo, ki se bo letos skrčilo. Trenutno gre Nemčiji slabo, vendar bo takšno stanje bolj kratkoročno kot prej, pravi profesor Andreas Peichel, vodja Centra za makroekonomijo in analize pri Inštitutu za ekonomske raziskave IFO. If you just take the quarterly performance and you do it like a ranking, like on the football table or whatever, then Germany would be indeed in last place. Največja težava za industrijo je trenutno pomanjkanje kvalificirane in nekvalificirane delovne sile, pojasnjuje. Lani je Nemčiji manjkalo 355,000 delavcev. It's bad for the production of the industry. They cannot produce as much as they want. And the other thing is that in general the business cycle around the world is cooled down. Nemčija pa je velika izvoznica, povpraševanje upada po celem svetu, to poganja inflacijo in visoke obrestne mere. Whereas in Germany the domestic consumption of people is still high, so this is contributing to stabilize the economy. So pa pomembne strukturne spremembe, ki bodo začasno vplivale na upočasnitev gospodarske rasti, pravi dr. Peichel.
transition to green energy, the need for infrastructure investments and so on. Razmere v Nemčiji so še kako pomembne tudi za Slovenijo, saj je naše gospodarstvo tradicionalno močno navezano na nemško. Če povpraševanje v Nemčiji pade recimo za 10%, lahko pri nas upade celo za 40 ali 50%. Vendar z nemškega vidika ni razlogov za paniko, pravi profesor Pajper. This year there will be a small decline of production of GDP, but Germany will grow again next year, and we also expect that inflation will go down next year, and expect interest rates to go down, so that the ECB will lower interest rates next year, and this should all lead to stabilizing the economy, and Germany will grow again, and so countries that depend on Germany, like Slovenia, shouldn't panic. So it's a short-term problem. Težave, ki pestijo nemško gospodarstvo, se že čutijo tudi v vsakodnevnem življenju. Cene so vse višje, ljudje živijo vse težje. Podražili so se vsi življenjski stroški, pravi Anica Var. Stanovanja podražili za 100%, pa za sistem elektrika tudi, če računamo tudi vse gorivo, benzin, vse je dražje. Povprečna cena najema stanovanja v Münchnu je 1400 evrov na mesec, kar je 200 evrov več od nemškega povprečja. Za manjše dvosobno stanovanje je potrebno odšteti od 800 do 1200 evrov. In tudi nemške pokojnine niso več zagotovilo za brezskrbno življenje. Na zahodu Nemčije znašajo povprečno 1400 evrov, na vzhodu 1100. Z penzije imaš ljudi, ki ne morejo živeti, ki pridejo na tisto najnižje. Jaz mislim, z možem se nimamo kaj pritoževati. Že zdaj je v Nemčiji 21 milijonov upokojencev, leta 2050 pa naj bi bilo že 64 upokojencev na vsakih 100 ljudi starih od 20 do 64 let. Pretresi v gospodarstvu, če tudi kratkoročni in potreba po temeljitih reformah povzroča napetosti tako med prebivalci kot v politiki, pravi urednik politične redakcije časnika Süddeutsche Zeitung Stefan Cornelius. We have a culmination of energy dependency issues, of change in energy, of environmental issues, of huge public unrest and tension. People are anxious about what's happening to them. And this is why Germany all of a sudden is shaken in its belief and its self-confidence. Nemčija pod Angelo Merkel, ki je uspešno krmarila med velikimi evropskimi in svetovnimi krizami, ni izvedla nekaterih nujnih reform v svoji državi. But she never let the people understand that they need to change with those crises, that they need to adapt, that they need to reform as well. So she kept Germany in kind of a lull, and that's now the price the next coalition has to pay. Vlada pod vodstvom Olafa Scholza deluje manj odločno. Znova se vzpenja tudi desni populizem. You see that huge numbers of voters are turning to extremist parties because they think they, with the sort of cheap answers to these problems, they might deliver easy solutions. Stefan Cornelius pravi, da so na oblasti razumni ljudje, je pa velika težava usklajevanje med tristrankarsko koalicijo. V Nemčiji namreč tega niso vajeni. So the political atmosphere is toxic. Nemčija je velik del industrije svojih kapacitet prenesla v tujino, v Evropo in izven nje, zlasti na Kitajsko. Zdaj pa so se razmere spremenile. Seeing as a threat, growth in China isn't that easy anymore. Chinese industrial policy is turning against Europe. And in Germany there is a need to reconsolidate. Ko človek vstopi v stavbo BMW Svet, dobi občutek, da je z nemškim ponosom, avtomobilsko industrijo vse v najlepšem redu. Vendar ni. Proizvodnja avtomobilov v Nemčiji je v zadnjih 10 letih upadla kar za 40%. Kljub temu pa so v podjetju BMW glede prihodnosti precej optimistični. And our figures prove us right. So in the first half year of 2023, we saw strong sales development in general and especially for our fully electric vehicles. Ne glede na prodor kitajske konkurence. Vendar pa gre pri BMW-ju za luksuzne, prestižne proizvode in zagotavljanje podpore in storitve strankam. Pri električnih avtomobilih z Kitajske se namreč lahko zalomi pri servisih, pri popravilih in znamka narejeno v Nemčiji še vedno nekaj velja. In general, Germany remains an attractive business location, which impresses with innovations worldwide.
Many of the industrial goods manufactured in Germany are cutting-edge technologies. Nemčija je bila zelo odvisna od poceni ruskega plina, ki ga zdaj nadomešča z dražjimi energenti, kar viša stroške industriji. V primerjavi z letom 2020 je bila lani cena energije za industrijo višja kar za 155%. Po navedbah časnika Der Spiegel bi lahko Nemčija zaradi odhoda podjetij izgubila 120 milijard evrov in 1,3 milijona delovnih mest, če vlada ne bo storila nič za zmanjšanje cen energije. Germany is not, because, we have no natural resources left, so it's not very well suited for energy-intensive production that needs a lot of gas. Full stop. Ein Bier und eine Cola-Zero, bitte? Cola-Zero? Ja. 48 bitte. Ne le avtomobili, ponos Nemčije, zlasti Bavarske, je tudi pivo. Uradno je povprečna cena litra lokalnega piva v Münchenu 2024 dobrih 7 evrov. Dejansko recimo v samem središču pa je liter domačega piva okrog 9 do 10 evrov. Da bi pivo in hrana v gostilnah ostala dostopna, se gostinci med drugim zavzemajo proti dvigu davka na jedi v restauracijah 7% nazaj na 19%, kot je bilo pred pandemijo. Svoj protest proti takšnemu dvigu so izrazili tudi v restauraciji Augustiner Klostenwirt, ki jo vodi Gregor Lemke. Und wenn das kommen wird, dann wäre das ein Erdbeben, sage ich jetzt mal, für die Gastronomie in Deutschland, weil wir haben ungefähr ermittelt, dass bis zu 15.000 Betriebe wahrscheinlich schließen müssten. Že tako so Nemci začeli manj zahajati v gostilne, praviloma gredo enkrat na teden, ne več 3-krat. Je pa res, da to velja predvsem za podeželje oziroma območja z nižjo kupno močjo, pravi Gregor Lemke. Die Leute sind schon ein bisschen bedachter, sie überlegen, was sie mit ihrem Geld machen. Aber nochmal mehr am Land wie in der Stadt. Cene se glede na lokacijo in kupno moč v mestu resnično zdijo zelo poštene. V primerjavi z Ljubljano bi lahko rekli skoraj da nizke. Kavi, golaž s prilogom 9,90 evrov. Klobasa z bio kislim zeljem in kruhom dvakrat 7,20 evrov. Tudi v gostinstvu je huda težava pomanjkanje delavcev. Sam s tem nima pretiranih težav, saj že leta vlaga v razvoj lastnega kadra. Od lastne akademije, promocije poklica, štipendiranja, usposabljanja in posebnih ugodnosti za zaposlene. Wir haben in den letzten 2 Jahren die Löhne 20-30% erhöht. Ein normaler Kellner verdient, wo auch immer, ich denke mal mit Trinkgeld ungefähr netto 2.500, 3.000 netto. Roman Zver je prišel v München leta 2006, pa ne zaradi višje plače, pač pa zaradi ljubezni. Nato si je našel službo, kjer dela že 17 let. Pravi, da se recesija že pozna. Če je znova z Nemčije, zdaj prišel domov Nemec, pa zdaj ima denar, zdaj bo plačal, ali to drugi ne ve, kako to je. Povprečna bruto plača v Nemčiji je okoli 4.400 evrov na mesec, a razlike so ogromne. Veliko ljudi prejema bistveno manj. V Münchenu velja za solidno plačo vse od 4.200 bruto na mesec navzgor. 5.000 evrov bruto in več velja za dobro plačo. Sliši se veliko, vendar Skoraj pol potegnejo štojerno, ne. Drugo potegne štojer, pa te še prije drugo zavarovanje zraven, pa še cerkev moraš tudi plačati, ne. To ti se potegne dobro plače, ne. Tako ti potem za stanovanje ti potegnejo, tako ti ne ostane tudi, če bi ostalo 4.200, bilo super, ne. kljub temu je zadovoljen. Težko bi pa v tem trenutku predlagal 18-letniku v Sloveniji, naj se enostavno preseli v München in da bo živel dobro. Težko je zelo. Prvo stanovanje Münchenu dobiti, to je zelo težko. Še vedno pa se mu zdi z lastne perspektive, da je v Münchenu življenje malo boljše kot v njegovem rodnem Prekmurju, kjer je živel in delal pred selitvijo. Je pa drugače. Inflacija bo vplivala tudi na cene na letošnjem Oktoberfestu. Pivo naj bi se podražilo za približno 6%. Kljub temu pa to naj ne bi vplivalo na število obiskovalcev. Teden dni pred začetkom tega praznika piva v Münchenu smo se sestali tudi z njegovim direktorjem, ki napoveduje, da bo v 18 dneh dogodek obiskalo med 6 in 7 milijonov ljudi. People are still spending money, and there is
no fact which could make you believe that it will be another way on the Oktoberfest. Oktoberfest je namenjen lokalnim prebivalcem, ne zgolj turistom. 60% of the visitors are Munich people. Direktor festivala zagotavlja, da prav tako ni namenjen zgolj bogatim. Pivo je v povprečju za evro ali dva dražje na liter kot v središču mesta. Z razliko pokrivajo izgradnjo območja, ki ga postavljajo 10 tednov pred začetkom. Price of the liter is between 12.80 and 14.90. That's something you can afford because you don't do it every day. Sam hodi na Oktoberfest od 3. leta starosti. Mesta si brez tega dogodka ne predstavlja. Pa tudi mesto samo s tem festivalom ogromno zasluži. 1.4–1.5 billion euro business. Tako Anica Varga kot Roman Zver obiskujeta Oktoberfest, celo kot del slovenske povorke, ki v programu sodeluje vsaki 2 leti. Tega se veselimo, mislim, vedno biti zraven in je to druženje. Se je pa tudi tam spremenilo, ne? Če gledamo že cenovno. A prav zaradi cen si tudi to marsikateri prebivalec Münchna vse teže privošči. Nemško gospodarstvo je trenutno v slabi kondiciji, Nemčija je tehnično v recesiji in to bo zagotovo vplivalo tudi na razmere v Sloveniji. Dobra novica pa je, da so dolgoročne napovedi boljše. Že prihodnje leto naj bi Nemčija znova stopila na pot gospodarske rasti. Zdaj pa še skok v nadaljevanje oddaje.